Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon. Danes sta z nami v studiu ustanovitelja in dolgoletna voditelja Družine in življenje, Dani in Vilma Siter, ki sta na pot z delom, z zakonci stopila pred zdaj že več kot 20 leti, tako da jo tudi prav lepo pozdravljam. Dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Danes smo se zbrali zato, da bi se malo pogovorili o tejle knjigi Svetost zakona, ki jo je napisal Gary Thomas. Pred parimi tedni smo se že pogovarjali na založbi, ki je izdala to knjigo z zakoncema Siter. Pa mislim, da je to tema, ki ni nikoli dovolj izčrpana in se je vredno večkrat ustaviti ob tako pomembni temi, kot je zakon in rast v zakonu. Zato smo rekli, da bomo posneli še eno oddajo, pa bomo kar začeli z molitvijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Gospod Jezus, ti si dejal, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Hvala, da si tu z nami, ki smo zbrani v tvojem imenu. Ne samo mi tukaj v studiu, tudi vsi gledalci te oddaje in se ti zahvaljujemo za vse te zakonce in posameznike, ki nas gledajo. Prosimo te, da nam vsem pošiljaš svojega svetega duha, da nam da pravih besed. Prosimo te za odprto srce in ušesa, da bi prav slišali, kar nam želiš sporočiti. In prosimo te za moč, da bi to, kar bomo slišali, prenesli v življenje, kar spoznavamo in čutimo, da je tvoja volja za nas, za zakonce in za naše družine. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. In Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Še enkrat lepo pozdravljena, Dani in Vilma. Jaz, ko sem prijela tole knjigo v roke, me je, seveda, naslovnica je zelo lepa, naslov sam Svetost zakona je zanimiv, pa bomo o njem še mogoče malo kasneje povedali, ampak zbodlo me je ta podnaslov. Ta podnaslov pravi, kaj če je Bog ustvaril zakon bolj za svetost kot za srečo. In jaz sem razmišljala, kako si avtor, kako si lahko privošči tako izjavo, ko pa vsi radi govorimo o srečnih zakonih, pač se mi zdi, da si tudi želimo srečnih zakonov, tudi mislim, da tudi Bog si želi, a ne, vendarle, da ima ta zakon za srečen zakon. Mogoče za začetek, bi vaju vprašala, če tudi vidva tako mislita, oziroma kakšna bi bila razlika med nekim srečnim zakonom, pa zakonom, ki je mogoče še kaj več kot to, ali pa kaj večjega, boljšega, ne vem, ali je sploh lahko več kot srečen zakon? Jaz mislim, da se srečen zakon pa sveti ali pa posvečen zakon ne izključujeta med seboj. Jaz mislim, da sta ta dva pojma med seboj zelo, zelo povezana, s tem, da v bistvu danes veliko govorimo recimo o sreči, a ne, in je v bistvu niti ne znamo prav definirati, na drugi strani pa premalo govorimo o svetosti in pa svetosti ne znamo prav definirati. A ne? In imamo o svetosti take predstave, da pač nikakor ne sovpadajo z neko srečo, ampak prej sovpadajo z nekim trpljenjem, z neko stalno odpovedjo, z nekim stalnim nekim garanjem, z nekim bičanjem skoraj samega sebe ali kaj podobnega. Tako nekako se mi zdi, da imamo mi predstave o svetosti. In zaradi tega se v bistvu v naših glavah ti pojmi izključujejo, v resnici se pa ne. Zato je to provokativno vprašanje recimo tega avtorja Garyja Thomasa na mestu, da se v bistvu nad njim zamislimo, pa da ugotavljamo pravzaprav, kakšna je res pravzaprav pot našega zakona, a je res to pot svetosti, pot do sreče. Jaz mislim, da je tako, a ne, skozi pot svetosti do sreče, nikakor ne skozi pot sreče do svetosti. A ne. To dvoje ne gre, to dvoje pravzaprav mislim, da se izključuje, če bi tako rekli. A ne. Ne izključuje se pa sam pojem svetost, ki ga moramo seveda osvetliti in pobliže spoznati, in pa sreča. Ja, prav svetost se mi zdi, da je en takšen pojem, ki ljudem, nam, vsem skupaj, ni dovolj jasen. Res pa je tudi, da v preteklosti ni bilo govora o tem, kako naj bi
zakonci postajali sveti, oziroma je bilo preveč enačeno to postajanje svet, podobno tistemu, ki so imeli izkustvo posvečenega samskega življenja. In je tukaj velika razlika med tema, kako lahko nekdo, ki živi sam, ki živi samo za Boga, kako on postaja svet in kako postajamo mi, zakonci, sveti, seveda s tem, da osnove so iste. To sigurno osnove so iste. Drugačne so pa dejavnosti, discipline in navade, ki si jih moramo privzgojiti, da pridemo do sreče. Jaz bi rekla, tako kot pravi ta pisatelj, da je sreča dejansko stranski produkt poti proti svetosti. In to se je meni zdelo tako lepo. Sicer je malo tako medicinsko, ker jaz vem, da za zdravila imajo stranske produkte, Učinke. Stranske učinke, ja. No, ampak tale pa ni tisti, katerih bi se morali bati. Tega stranskega učinka. Tega stranskega učinka sigurno, ampak si ga vsi želimo. Samo zameša se pa cilj. Lahko se zelo hitro zameša cilj, ker cilj je svetost, se pravi, da ne bi bili srečni samo tukaj, dokler živimo, oziroma dokler je živ jaz ali pa moj zakonec, ampak da bi vedeli, kje je cilj. Cilj je važen in ta so nebesa. Ta cilj je nebesa, so nebesa. Zdaj vidva imata tudi seminar Ustvarjeni za nekaj več. Jaz sem bila pred kratkim, sva bila z možem na seminarju, kjer v bistvu govorita zelo podobno o tej temi, pa Vilma, jaz vem, da si se ti s to knjigo srečala že nekaj časa nazaj, ko si jo brala še v angleščini. V bistvu tudi Ustvarjeni za nekaj več predpostavlja dve stvari. Najprej, da smo sploh ustvarjeni, pa še to nekaj več, ta svetost, o kateri si zdaj govorila. A bi mogoče malo lahko povedala oba, vaju vabim, kaj to pomeni, a se zavedamo dovolj, da smo ustvarjeni in kaj bi to zavedanje o naši ustvarjenosti pomenili recimo za naše življenje, potem zakaj smo ustvarjeni, ne vem. Že če se zavedamo, da smo ustvarjeni, je vprašanje, če se zavedamo, da smo ustvarjeni po Božji podobi. To se mi zdi, da je takšen temeljni kamen, na katerem potem lahko gradimo naprej. Če se zavedamo, da nas je Bog iz ljubezni ustvaril za ljubezen, ker Bog sam je ljubezen in mi smo ustvarjeni kot možje in žene, piše v Svetem pismu, moža in ženo je ustvaril, in smo ustvarjeni zato, da bi midva izkušala to ljubezen v najvišjem možnem smislu. In je pravzaprav poročenost, najina poročenost, tudi Gary Thomas piše o tem, je pravzaprav pot učenja te ljubezni, pot pravzaprav ponotranjanja tega izkustva ustvarjenosti po Božji podobi. Če je Bog ljubezen, sva potem midva ustvarjena, da midva živiva ljubezen. Če je Bog oseba, sva midva osebi in oseba je vedno za odnos ustvarjena. Se pravi, v Bogu samem je ta odnos in sva midva ustvarjena, da gradiva ta odnos, kakor pravimo pri družini in življenju. Gradnja odnosa je pa za nas proces. Ampak Gary Thomas zanimivo pravi, ta proces ni usmerjen v trenutke, kot si ti rekla, dokler bova tu na zemlji, ampak je usmerjen s pogledom v večnost. In če si ti recimo na nek način res s pogledom v večnost, recimo v tem odnosu in ga izkušaš ali pa poskušaš vedno znova obnavljati to izkustvo tiste ljubljenosti in tiste ljubezni, potem se mi zdi, da se ta proces med nama pelje definitivno proti sreči in definitivno proti svetosti. Ja, ampak jaz mislim, da v današnjem svetu zelo primanjkuje ta pogled onkraj zakona, kot ga imenuje ta Gary Thomas. In dejansko smo ljudje preveč fiksirani samo v ta svet okoli nas, za katerega pa vsi vemo, da ni tako idealen, kot izgleda,
da se mnogim nič ne sanja o tem, kaj naj bi sploh bila ljubezen in to, da smo ustvarjeni po Božji podobi, ampak živijo to življenje tukaj, ki pa je posledica, bi lahko rekli, padca, greha, živimo v padlem svetu in mnogi izkušajo predvsem to trpljenje, borbo za življenje, in potem še borbo v zakonu, da bi nekako midva le preživela. In manjka res ta večnostna perspektiva, manjka. In če jo imamo, ker potem s to večnostno perspektivo oziroma z zavedanjem o tem, da smo ustvarjeni, da je za tem nekdo, ki nas je želel imeti. Se pravi, Bog, ki je ljubezen, je želel, da bi mi vedeli in poznali njega. In šele, če živimo z nekom, ki je v bistvu naš oče, ki je naš ljubeči oče, in ko mi navežemo stik z njim, ko mu lahko kličemo Aba, očka celo, potem pride v nas eno novo zavedanje, ena nova varnost, ena nova toplina, nekaj, kar nam daje moč, da živimo tudi preko tistih razočaranj, ki smo jih deležni tukaj v najinem odnosu, v najinem življenju in v tem, kar nam sploh svet prinaša. Gary Thomas na začetku knjige govori o tej romantični podobi, ki jo imamo, oziroma eni taki romantizirani, idealizirani podobi zakona, ki pravzaprav ne samo, da ne zdrži, tudi vsi vemo, da po parih letih ta prva čustva recimo minejo, ostane pa nekaj drugega, zdaj malo sta že nakazala, se pravi nek odnos. Če smo osebe, moramo graditi odnos. Dani, rekel si, da se je treba učiti, ampak se mi zdi, da nimamo še dovolj tega zavedanja, da se tudi za odnose je treba nekako truditi, učiti. Mogoče razmišljamo, da se bo kar šlo samo od sebe. V otroštvu, ko so otroci mali, so pravljice pomembna stvar, so nujna stvar, in sta živela srečno do konca svojih dni. To je nujno, recimo, ker se s tem ustvarjajo pač otroci eno tako lepšo podobo in lepšo predstavo, recimo o življenju, ampak ta predstava ne more zdržati do konca. To je kot faza zaljubljenosti, kot si rekla, recimo, Faza zaljubljenosti ima rok trajanja, tako imajo tudi pravljice rok trajanja. In potem, ko človek, recimo, natrešči ob neko realnost, recimo, se lahko raztreši ali pa je pripravljen na pristanek v realnosti. Avion more pristati v realnosti, recimo, ali na pisti. Ne more se raztreščiti na pisti, recimo. Naj se ne bi. Bi bilo dobro, da se ne bi. Bi bilo dobro, da se ne bi. Mi, recimo, na nek način se pa lahko tudi raztreščimo v realnosti, če v bistvu mislimo, da je realnost kar neka, bi rekel, kar neka romantika, kar neko zaljubljenost, kar neki metuljčki in tako naprej. Res je, da moramo pravzaprav to fazo romantike na nek način prestaviti v realnost. V realnosti je tudi romantika kdaj potrebna, nujno je potrebna, recimo. Tudi romantične trenutke moramo iztrgati iz neke krute realnosti, pravi Gary Thomas, recimo. In vendarle je pa potrebna za realnost oziroma za ljubezen v zakonu je potrebna odločitev. Jaz se odločim za to, da želim s teboj graditi najin odnos. Jaz se odločim, da želim s teboj hoditi skozi življenje z roko v roki, zdaj pa ne samo to, rekli smo pa tudi, da se odločim, da v bistvu želim še z nekom drugim graditi odnos. To je pa v bistvu ta tretji, to je pa Bog. Midva pred oltarjem, ko rečeva drugemu, da sprejmem tebe in ti obljubim, da ti bom ostal zvest, takrat v bistvu to obljubo izrečeva tudi pred Bogom in pred pričami. Se pravi, da Boga povabiva v najin odnos, da ne samo, da ga povabiva tako, da ga v bistvu nekam postaviva na neko polico, potem pa z njega občasno briševa prah, ampak da ga povabiva v najin vsakdan, v najine pogovore, v najino občutke, v najino doživljanje, v najine stiske, probleme in tako naprej, vse, s čimer se srečujemo vsak dan. In potem je to pravzaprav tisti prehod iz neke
zaljubljenosti, iz nekega romantičnega v realnost in v taki realnosti, kjer so pravzaprav odločena, da bova drug z drugim gradila odnos in z Bogom gradila odnosa, ne? V taki realnosti pa lahko pravzaprav stopimo na pot ali pa stopimo v proces tega posvečevanja, kot je v knjigi recimo govora, in tudi proces hoje proti sreči. A ne? No, pa pojdimo počasi po vrsti, ne? Prosim. Ker takrat, ko se poročiva, ali pa večina mladih, razen tistih, ki so res zelo vodeni tako od svojih duhovnih voditeljev in tako, ponavadi ne ve, da se cerkveno poročiva glih zato, da bi Boga povabila v svoje življenje, ampak naju potem ena kruta realnost prepriča o tem, da ga potrebujeva. Takrat, ko zgine tista romantika, ki kmalu zgine, potem, ko najina pričakovanja niso uslišana, ko ostajava razočarana en nad drugim, takrat je tako pomembno, da se takrat pa oprimemo tega, kar sva si obljubila takrat na poročni dan. Zato, ker vse to, kar je vmes, da začneva potem res tako zavestno, z odločitvijo graditi najin odnos, vmes je vse sorte faz. In ta razočaranja so tudi naša realnost. In veliko parov ostaja samo pri tem. In nikoli ne pride do tega, da bi se odločili in začeli graditi res en takšen boljši odnos, ki bi jima prinesel eno drugo ali pa tretjo fazo, če temu rečem, zaljubljenosti, ki je v bistvu pa predana ljubezen. In se mi zdi, da je pa tako zelo potrebno, da se o teh stvareh ozaveščamo, da enkrat eden sliši, drugič drugi sliši, da to ni vsega konec, ko enkrat pridemo do razočaranj, ko pridemo enkrat do tega, da v mojem zakonu pa ni tako, kot sem jaz pričakovala. Mi pravimo, ko pridemo globoko do ene odtujenosti, ki lahko hitro vodi v ločitev, ampak da se temu uprem. In takrat je zaveza, ki sva jo sklenila, tako zelo pomembna. Ker če ni ta zaveza sklenjena res zavestno, če je to samo nekaj na papirju, potem res nima svoje vrednosti. Ampak dejansko pa je, to je velika vrednost, ker prav ta zaveza naju varuje takrat, ko je nama težko. In takrat sva potrebna te Božje pomoči, da lahko vztrajava, da lahko upava preko upanja, da lahko zaupava, da bo enkrat nama spet lepše. In ta romanticirana, ali kako se že imenuje, romantizirana, ali ne vem kako, ljubezen, ki je zdaj zelo popularna v našem svetu, je naredila res veliko škode in končala veliko zakonov. Ker so napačna pričakovanja. Ja, pa tudi zaljubljenost dejansko ti ne prenese ene rasti. Zaljubljenost te spodnese, ne pa nese v eno pravo smer. Ja, pa še nevroznanost v bistvu nekje trdi oziroma... Ja, to je meni zelo zanimivo. No, povej to, o tisti nevroplastičnosti, o kateri govorimo. Možganov. Ja, tako, ja. Meni to res taka tema, ko mi je zelo všeč, ker dejansko ta znanost potrjuje, da so resnice zapisane v Svetem pismu nekaj realnega, kar se odraža na celem našem telesu, pa če se mi zavedamo ali pa ne. No, ta znanost govori o tem, da so naši možgani podobno, kot bi s plastelinom oblikovali nekaj, ampak da se naši možgani oblikujejo z navadami, ki jih midva utirjava v svoje življenje. Problem je v tem, ker sva midva 20 ali pa nekateri 30 ali pa celo več let imeli svoje možgane nekako utirjene v ednino, v samskost. In potem, ko se midva morava začeti učiti tega, da sva pa midva zdaj skupaj, da je midva najin tisti prvi otrok, ki nastane že pri poroki, takrat, ko si obljubiva zvestobo, da je pa ta proces utirjanja novih brazd v možgane dolgotrajnejši, kot bi si mi želeli. Ker mi mislimo, se tole nama bo pa kar hitro šlo. Dejansko je dokazano, da to traja od 7 do 15 let,
da se nekako navadiva živeti drug z drugim in ko nama začne postajati spet lepo. Se pravi, Po vmesnih razočaranjih. da se utirijo nove brazde. Tako, utirijo se nove brazde s tem, da midva prakticirava sprejemanje en drugega, sočutje, pogovor, ne, ker dve stvari sta najbolj bistvena za to, da midva gradiva najin odnos. Ne, in to so dotiki in pogovor. A ne. Oboje je potrebno. Mogoče za moško ali pa žensko naravo eden bolj kot drug, ne, Za moškega bolj dotik, ne? Tako, za žensko pa bolj pogovor. Ne. Ja. In ko midva to predano živiva, jaz vedno govorim o tem, da midva morava te stvari delati, se pravi ustvariti navade, tudi takrat, kadar nama to ne paše. In to je pa že tisto, ko gradimo dejansko krepost ljubezni, ki se pa iz zaljubljenosti oblikuje v moč, v vztrajnost, v predanost, ne, v zvestobo. In zato je potrebna krepost ljubezni. Ne. Krepost nosi v sebi moč, da premagam to. Ne vem, da mi greš na živce, pa ti ne bom vsega nazaj rekla, takrat, kadar mi greš na živce. A ne? Da me ti takrat, ko jaz v svojih občutkih kažem vso zmedo in jok in ne vem kaj vse, da ne verjameš tistemu, kar gledaš, ampak veš, da si meni poslan kot tisti, ki me rešuje moje dejanske zmede, pa me objameš, pa mi daš vedeti, lej, rad te imam tudi tako, ostal bom pri tebi, tudi če si takšna. Po moško bi pa pravzaprav bilo, ne? Da te kar naprej, recimo, da hočem iz tebe iztisniti, pa izvleči nekaj, a ne, neke spremembe, neke odločitve, neke drugačne, bi rekel, vzorce razmišljanja, kot jih pa ti imaš, ki jih v tistem trenutku nisi sposobna, a ne? Ja. Ja, to se je treba res učiti. Se pravi, že razlika, ne, med moško in žensko naravo, pravita, ne, da pač je ta pomemben faktor, ki nas nekako lahko, kaj ne rečem, zaostava, ne, v tej naši rasti ali pa v gradnji edinosti. A ne. Zdaj, Vilma, ko si govorila o tej nevroplastičnosti, pa teh 7 do 15 let mi je prišlo na misel, to je ravno neka doba, se mi zdi, ko gre večina zakonov narazen. Ne. Pravijo tako, ne, tam 7 let, ne, potem pa grejo narazen. Pa tudi že prej. Ne. Se pravi, škoda, ne, kakšna škoda, da mogoče nimamo tega vedenja, ne, tudi, da nas mogoče v tem ni noben poučil, se pravi, hvala Bogu, da imamo take dobre knjige in literaturo. Mene zanima, kako vidva zdaj, ko v teh res več kot 20 letih, ko sta delala zakonci, ne, z družinami, pa sta srečevala tako dobre, pa pač žalostne zgodbe, ne, a sploh lahko še kaj novega preberete? Očitno lahko, ne, v takih knjigah, ne, se pravi, vedno se da nekaj novega naučiti. Ampak, tako kot piše Gary Thomas, ne, sreče ne boste našli na koncu poti imenovane sebičnost. Ko smo govorili o teh stiskah, ki jih pari doživljajo, o tem očitno, da ne vemo enih stvari, ne. Se pravi, sebičnost je sigurno nek glavni krivc za eno nesrečo ali pa ne, v zakonu. Kakšni so še drugi vzroki? Kaj bi vidva, no, iz vajinih tudi izkušenj že povedala? Vajinih, no, pa še od kakšnih drugih. Jaz bi rekel predvsem nevednost. Meni je to vedno prihaja na misel, recimo en rek, ki sem ga slišal, nevednost botruje tragedijama. Ne? Če bi ljudje vedeli, jaz sem prepričan, da vsaj polovica zakonov, ki se loči, ne bi se ločila, če bi ljudje vedeli, če bi se ljudje dali poučiti, recimo, če bi iskali pomoč. Danes je pomoč na razpolago. A ne? Danes je veliko, recimo, pomoči na razpolago. Že zakonske skupine, recimo, so pomoč, medsebojna pomoč. Je to, da v bistvu si pari med seboj pomagamo, se poslušamo, bi se reklo, si svetujemo, si, bi rekel, poiščemo ali pa skupaj molimo za eno stvar. Skratka, si res pomagamo. To so mnogi načini. Še bi lahko naštevali, kaj vse, recimo, ne, naredimo kot zakonci v zakonskih skupinah. Že to je ena stvar. Druga stvar, omenila si, recimo, literaturo.
Ogromno je recimo knjig, ki govorijo o odnosih, recimo midva jih gotovo, recimo vse sva jih veliko prebrala, pa še mnogo jih nisva, pa še kar jih je ogromno, ki bi jih bilo treba prebrati in ki se jih trudiva prebrati, a ne? Prvič že za naju, razumeš, potem pa še za koga drugega. Skratka, da veva mogoče svetovati ali pa da veva recimo razumeti, da lahko razumeva nekoga, ki se znajde v taki ali drugačni stiski, a ne? Samo treba se je odločiti in seči po tej literaturi, a ne? Že prej smo rekli, da se učimo. Seveda, zakon in pa poročenost, pa biti mož, biti žena, biti oče, biti mati, to so poklici. Poklicanosti in poklici za celo življenje. In če si pa ti v katerem koli poklicu, jaz to vedno pravim, ne, v katerem koli poklicu se človek znajde, povsod stvari napredujejo. Sploh zadnja leta, desetletja, kako so napredovale stvari na vseh področjih in koliko je potrebno nekega dodatnega izpopolnjevanja, zato da ti lahko sploh normalno delaš v svojem poklicu. Se pravi, poklic očeta, poklic mame, poklic moža in žene, recimo, a tukaj pa ni potrebno neko izpopolnjevanje, pa še kako je potrebno izpopolnjevanje, ne? Pravzaprav lahko rečemo, kot je rekel že pokojni Bogdan Žorž, ne, se je res ena cela poplava je literature danes na trgu, ne bo to za področje starševstva, za področje recimo odnosa med možem in ženo. In moramo biti po eni strani selektivni, da pravzaprav pridemo do pravih informacij, ki so napisane recimo ne zato, da bomo, kaj s tem, marketinško nekje uspešni, ampak zato, da bomo v bistvu midva v najnem odnosu, da bova opazila premik, da bova midva bolj razumela drug drugega, da bova midva bolj spoznavala svojo vlogo moža in vlogo žene in vlogo očeta in vlogo mame, a ne? Tu se mi zdi, da je, jaz bi rekel recimo res, da je to eden bistvenih vzrokov za to, da grejo ljudje narazen. Jaz bi se pa kar nazaj k sebičnosti vrnila, ker se mi zdi, da je pa res en tisti osnovni ali pa glavni vzrok, a ne? Pa še to je problem, ker ni človeka, ki ne bi bil sebičen. A ne? In Kdaj bo sebičnost umrla? Ene 7 ur po tistem, ko boš ti umrl. Tako bom jaz. Ja. Tako se pohecamo, ja, ampak dejansko je pa res, da s to sebičnostjo se moramo vedno znova boriti, a ne? In včasih tudi vedenje, zelo dobro je vedenje, ampak ljudje smo pa tudi ranjeni, a ne? Notranje s svojimi, ne vem, ali preko svojih izkustev, preko svojih družin, preko svojih rodov lahko, a ne? In takrat pa potem se še težje borimo proti sebičnosti, ker še te rane vplivajo na to, ne? In tukaj zdaj živeti dva skupaj, ki sta prvič moški in ženska, tako zelo različna, eden od drugega, z različnimi potrebami, z različnimi miselnimi naravnanostmi, z različnimi željami, a ne? Se pravi, je že tukaj lahko, potem pa še dva ranjena človeka, ki prinašata v svojo skupno zgodovino vsak rane iz svoje družine, a ne? Sicer, hvala Bogu, ne, se najdemo, baje tisti, ki imamo komplementarne rane, kar pomeni, da nekako sovpadajo te rane en v drugega, je pa res, da ker so komplementarne, se tudi toliko bolj ranjujeva en drugega, a ne? Ker nama ni treba posebej se nič učiti, kako raniti drugega. Enostavno se to nama zgodi, a ne? Se raniva, a ne? In zdaj tukaj to učenje tega, a ne, kako pa to premagovati, kako tukaj vnašati zdravljenje, a ne, ker tukaj midva sva potrebna oba dva zdravljenja, a ne. In jaz verjamem, tako kot pravijo tudi mnogi pisatelji takšnih knjig, a ne, da sva skupaj zato, da bi si pomagala zdraviti rane en drugemu, a ne. In ob tem pa tudi seveda to zdravljenje ran je pa vedno povezano s tem, da se znava odpovedovati lastni sebičnosti. Ne? Ker ko se ranjujeva, se prizadeneva in Gary Thomas govori z zelo lepim imenom, da prihajava do svetih stisk. Ampak jaz bi tako rekla, najprej so samo stiske.
še niso svete. Marsikatera stiska ni čist nič sveta. Je čist človeška in obarvana s sebičnostjo, v zaverovanostjo v svoj lastni ego in jaz in v moj prav. In tukaj se največ kreše. A ne? In dokler jaz ostajam pri svojem prav, dokler jaz obstajam, da so moji občutki najpomembnejši na svetu, da ti itak vedno delaš vse narobe, a ne? Tako, v glavi, ne, nekoga, a ne? Potem najne stiske ne morejo biti niti rešene, niti svete. Če pa hočeva... Pogledaš samo svojih 5%, ne? Ja. Ampak če pa hočeva, da bodo te najne stiske postajale svete, je pa nujno potrebno pride do odpuščanja. Samo preko odpuščanja lahko prideva do svetih stisk. In se mi zdi, da se pri nas pa premalo govori o odpuščanju. Sploh o poteku odpuščanja, o tem, kaj je potrebno narediti, kaj mi lahko pomaga, kako v to povabiti Boga in njegovo moč in njegovo odpuščanje, Jezusovo smrt na križu. Ne? Tukaj se mi zdi, je pa čisto premalo poučevanja, spet primanjkljaj vednosti. Ja. In to jaz zelo, zelo pogrešam. Tudi v naši cerkvi in v raznih krogih. Ker tukaj se pa ne gre samo za to, da boš ti nekaj nekomu sem povedal, pa bo on že vedel. Ker gre za eno izkustvo. In to pripraviti ljudi, ne vem, povabiti jih nekam, kjer pa je možno to izkustvo tega odpuščanja, najprej doživetje tega odpuščanja, a ne, je pa že ena druga zgodba in velika potreba. No. Če lahko samo nadaljujem, ne, Vilma je rekla to izkustvo. Ne. Ja, ne. Mene Gary Thomas nagovarja v tej knjigi tam, ko govori o svobodni privolitvi. A ne? Ko govori o tem, da v bistvu Bog ne želi, da bi bili mi v odnosu z njim kot gospodar in suženj. A ne? Suženj se svojega gospodarja boji. Suženj trepeta pred svojim gospodarjem. Suženj takoj naredi tisto, kar mu reče gospodar, a ne pa hoče ali ne, iz strahu. Ne? Gary Thomas pa tukaj pravi, ne, Bog si ne želi, da bi mi vstopali drug z drugim ali z Bogom v odnos strahu, ampak da bi vstopali v odnos ljubezni. A ne? To je pa bistvena razlika. Se pravi, če se jaz odločim za ta odnos in če sem se odločil zate, a ne, če sem ti rekel, sprejmem tebe in ti obljubim, a ne, je bilo to ali pa bi moralo biti to absolutno svobodna odločitev in svobodna izbira, brez prisile, a ne, se tudi pri ločitvi zakona, recimo, ne, je to pravzaprav temeljnega pomena, je bila prisila zadaj ali bila svobodna odločitev, a ne. In tako da v bistvu to izkustvo, recimo te svobodne odločitve, svobodne privolitve, se mi zdi, da smo vedno povabljeni, da se vračamo in da črpamo in živimo iz tega izkustva. Tako kot se je pravzaprav, jaz sem prepričan, Mojzes vedno znova napajal iz izkustva gorečega grma, ko je srečal Boga. Ne? In tisto izkustvo srečanja z Bogom ga je pravzaprav nosilo in gradilo, da je postajal Božji prijatelj, da je postajal tisti, ki mu je žarel obraz, ko se je srečal z Bogom, ko je govoril, ko je prerokoval, ko je vodil, ko je, bi se reklo, ljudstvo na nek način usmerjal po pravi poti. A ne? In k temu smo povabljeni tudi zakonci, da recimo takrat, kot si ti rekla, da se vedno znova nekje poskušamo v sebi obnavljati izkustvo tega srečanja. Ne? In če obnavljamo to izkustvo, to je pravzaprav pa vsakodnevno delo. A ne? To pa ni stvar, recimo, ki bi jo enkrat naredil, zdaj pa čau, more, smo že mim. A ne, nismo, a ne. Vidva, zdaj sta govorila, recimo, ali pa smo že govorili o učenju, da si v zakonu treba učiti ljubezni, pa premagovanje lastne sebičnosti, pa učiti odpuščanja. A ne? Se mi zdi, da to so res taki neki ključni poudarki, ampak nekako mogoče v naši družbi to nima
veze z svetostjo ali pa postajati bolj sveti. Mogoče se mi zdi, da sploh ne vem, če je moderno govoriti o svetosti, a ne? Knjiga ima naslov Svetost zakona. Mogoče tudi zato, ker imamo neke predstave o svetosti, ki so malo ali pa ne ustrezajo, ne? Recimo nam, sploh zakoncem. Pa bi zdaj prebrala en odlomek, kako se Gary Thomas loti te tematike svetosti. Večino krščanske klasične literature so napisali redovniki in redovnice za redovnike in redovnice. Poročeni so lahko kvečjemu medlo poskušali posnemati iskanje Boga. Misel, da bi iskali Boga v zakonu, ni dobila resnega premisleka. Namesto tega se je poudarjalo iskanje Boga kljub zakonu. Nekaj te predlage sem prinesel v zakonski odnos, a oči sem imel že zgodaj odprte za drugačno resničnost. Spominjam se, kako mi je brat postavil nekaj vprašanj o tem, kako je biti poročen. Za trenutek sem pomislil in odvrnil. Če želiš svobodno služiti Jezusu, ni nobenega dvoma, ostani samski. Zakon zahteva veliko časa. Če pa želiš postati bolj kot Jezus, si ne morem zamisliti boljšega načina, kot je poroka. Zakon te prisili, da se soočiš z nekaterimi potezami svojega karakterja, s katerimi se ti sicer nikoli ne bi bilo treba. Gary Thomas res veliko govori, a ne, o tem, kako si moramo zakonci neko novo podobo o svetosti imeti pred očmi. No? Kako naj gledamo na to kategorijo svetosti v zakonu? Se pravi, ne kljub zakonu, ampak v zakonu. Pa jaz mislim, da če bi nekako bolj podrobno že pogledali svetopismo, ne, bi videli. Pavel je vedno pisal svetim, naprimer v Kolosah, svetim v Filipih, svetim v Korintu. Potem pa, ko naprej beremo to celo poslanico Korinčanom, pa ne vem, Kološanom, pa tako naprej, vidimo, da še zdaleč niso bili sveti. Pa jih vse ni imenuje sveti. A ne? On nekako dejansko opredeli, da sveti so tisti, ki hodijo za Jezusom, ki hočejo hoditi po poti, ki jo uči Jezus. Ne pa, da bi bili že zdaj gor zapostaviti za na oltar. In že tukaj je ta prva razlika, ko ne razumemo prav, kdo je svet. Sveti smo mi vsi, ki hodimo zavestno za Jezusom. Se pravi, ki zavestno želimo živeti svoje krščansko življenje, ki smo povabili Jezusa v svoj zakon, oziroma Boga v svoj zakon, a ne? In računamo na njegovo pomoč. Predvsem to, da računamo na njegovo pomoč. Potem se pa seveda učimo gredoč, spotoma, bi lahko rekli. A ne? Ker če gledamo, če beremo Božjo besedo, jaz sem prepričana, da prav prebiranje Božje besede v vsak dan je nekaj, kar je zelo, zelo lastno prav nam zakoncem. Ker ni potrebno, da kam hodimo, lahko to izkoristimo katerikoli trenutek doma, v katerikoli trenutku v dnevu, a ne? Tudi takrat, ko mislimo, da ne moremo tega, sploh ne, lahko si vzamemo. To, da si ne vzamemo, je naša odločitev. Ne pa, da je nimamo priložnosti. Spomnim tistega, ko je Petra rekla, ne? Ja. Petra Brčanova, ko so vprašali, ja. Kdaj pa ti bereš svetopismo? Ko je imela 3 ali 4 male otročke, ja. In je rekla, jaz pa berem, ko se otroci igrajo, kar na glas. Ja, kako? Ja, prav tako enostavno na glas berem svetopismo, otroci se igrajo, potem pravi, me pa enkrat en mali takrat vprašal, mami, zakaj pa ti bereš svetopismo? In je rekla, zato, da nisem tečna. Prav pa čez en čas sem bila pa že tečna, me je pa vprašal, mi je pa rekel, mami, pet brati svetopismo. Otroci tako malo ja. pogruntajo. No? Ampak prav to, ne, da Jezus nas, premalo se zavedamo, no, kako nas Jezus s svojimi dejanji uči, kako naj bi tudi mi ravnali s svojimi sozakonci. Meni tako, v tej knjigi me je prav presunilo to, ne, da naprimer Jezus je umival noge, kar pomeni služenje, ne, ker je v zakonu ena od bistvenih stvari, pa služenje spet nima prave konotacije v naši družbi, a ne, ker se spet ne razlaga tako, kot naj bi bilo, a ne, ker služenje pomeni živeti za nekoga s polnim srcem, ne, nič drugega.
Kar je definicija ljubezni, ne? Tako, ne? In da je Jezus umival noge tudi Judu Iškarjotu in vsem drugim, ki so bili grešniki, ne pa sveti ljudje. A ne? In kako smo zato tudi mi poklicani prihajati drug drugemu na pomoč, ne? In si na nek način služiti drug drugemu. A ne? Ampak to je tisto, kar daje eno, ne vem, to vzdigne duha. To ti daje polet, a ne? Ko ti vidiš, da lahko nekomu pripraviš nekaj, ki ne bi bilo treba, ampak se svobodno odločiš, da boš nekaj naredil za svojega dragega, tudi takrat, kadar ti to ne paše. Ne, to se mi zdi pa to vztrajanje, zvestoba enim odločitvam, a ne, ki si jih naredil pač na poročni dan. Seveda nam ne rata zmeri, ne? To je čisto jasno, da se tega res je treba učiti iz dneva v dan. Pa padamo, ne? Tudi to, padci so, kako bi rekla, naše napake so sestavni del našega življenja in poti svetosti. Da ne bi kdo narobe razumel. Da tisti, ki je na poti svetosti, pa ne bo nikoli več padel, pa ne bo nikoli več grešil, to so pa iluzije, ja? To so pa iluzije, ampak Bog ne pride v iluzije. On lahko pride samo v našo realnost in naša realnost je, da smo grešni. In da nobeden od nas ni poročen svetnikom. Ne? Se pravi, moj mož ni svetnik, jaz nisem in oba dva morava se učiti živeti z grešnim človekom. To je pa tista težava, ki nas pa naredi krepostne v ljubezni. Se mi zdi, da Gary Thomas takole zapiše, ne, da je treba sprejemati grešnika sozakonca in spreminjati grešnika sebe. Ja, se pravi, da ne zapuščam grešnika sozakonca, ne, ampak da v bistvu spreminjam grešnika, torej samega sebe. Ja. Lepo. Ob tem mi pride na misel še na tisto vprašanje prej, to, da je v bistvu svetost. Jaz svetost razumem, kot da je to neka nebeška kategorija, ne? Božja kategorija. Ne? Pravzaprav svetost je neke vrste odsev nebes, recimo pri nas in med nami. In mi smo poklicani kot možje in žene, da bi odsevali nebesa temu svetu. A ne? Da bi bili tako kot recimo ogledalo temu svetu. Ker če se midva ogledalo pogledava, tam noter nisva midva sva tukaj. V ogledalo je najin odsev, najina podoba. A ne? In če svet gleda recimo na naju, kadar se midva ljubiva, kadar sva si midva naklonjena, kadar se midva znava odpuščati, kadar se znava sprejemati, kadar znava se tolažiti tudi in bi se reklo biti tiho drug ob drugem, ne pa da jaz kar naprej vrtam vate takrat, ko ti ni všeč. Ne? Seveda, takrat pravzaprav lahko rečemo, da sva odsev te podobe. Takrat se to pravzaprav med nama dogaja rast v svetosti. In zato so, pravi Gary Thomas, spori, pa konflikti, pa vsebičnosti, pa vse te stvari so priložnosti za rast v svetosti. A ne? Mislim, da je to eno tako upanje, meni daje to upanje, da v bistvu, da takrat, ko vidim recimo, da sva spet trešla ob tla zaradi najine sebičnosti, da to ni pravzaprav začetek konca, ampak da je začetek, bi se reklo, neke nove rasti, nekega novega upanja, neke nove naklonjenosti in pripadnosti med nama. No? Ampak se mi zdi, da je tukaj pa vseeno treba vedeti, midva sva poklicana, da se ozaveščava drug drugega in samega sebe, da je tu potrebno pa sprotno čiščenje. Ja, fajn je. Sprotno odpuščanje, ker v bistvu, če se nalaga neodpuščanje na neodpuščanje, a ne, potem se pa res stvari zapacajo. Ne? In to se tako zapacajo, težko je pravzaprav očistiti eno desetletja, bi rekel, neke zapacano okno, ki je v bistvu kar naprej bilo izpostavljeno nekim umazanijam, ne? Pa še se da, če se pa hoče. Še se da, če se hoče, tako, ne. Ja. Midva sva pravzaprav povabljena, da za sprot čistiva, kar pomeni, da naj ne zaide sonce nad najino jezo, kot pravi Pavel. Ne. Tako kot smo večkrat že rekli, recimo, ko sneg pada, ga lahko te prvo še z metlo pometeš, a ne. Ko ga zapade meter ali pa pol, pa 2 metra, recimo, takrat ga ne moreš z metlo. Je težje, ne, je takrat težje je dela. težje, tako.
Gary Thomas piše, da glavna tema te knjige ni tako zakon, ne, da je duhovna rast, zakon je le kontekst. A ne? Se mi zdi, da je to res pomembno, kako naj zakonci ali pa ljudje nasplošno prepoznamo potrebo po tej duhovni rasti. A sploh imamo to zavedanje, da je recimo to tisto, kar potrebujemo, pa iščemo, ne pa boljši zakonec oziroma nek drug odnos, ne, z osebo, ki se bolj ujame z mano. Oziroma se mi zdi, da veliko ljudi gre v zakon, ne, z neko predstavo, da sem našel zdaj neko sorodno dušo ali pa nekaj, ne, eno osebo, s katero se ujamem, pa potem ugotovi, da pa le ni taka, ne, to smo že malo govorili. Ne. In ko sta govorila o tej večnostni perspektivi, bi jaz prebrala še en odlomek, če sta za to, pa bomo še to potem malo pokomentirali. Zakon je za vse nas le začasen, če pogledamo nanj z perspektive večnosti. Resnica je, da bo moj in Lisin odnos z Bogom trajal dlje kot najin zakon. Najverjetneje bo prišel čas, ko bova jaz ali Lisa odšla v večnost pred drugim. Za kristjana je zakon predzadnja, ne poslednja resničnost. Zaradi tega lahko oba najdeva več smisla, če skupaj iščeva Boga in prepoznavava, da je On edini, ki lahko izpolni duhovno hrepenenje v najinih dušah. Lahko se trudiva, da bi domače življenje naredila prijetnejše in bolj mirno. Lahko raziskujeva, kako ohraniti spolnost svežo in zabavno. Lahko narediva površinske spremembe, ki bodo ohranile vsaj videz spoštovanja in vljudnosti. A tisto, po čemer oba hrepeniva, bolj kot po čemerkoli, je biti blizu Bogu, ki naju je ustvaril. Če je ta odnos pravi, ne bova najinemu zakonu postavljala takih zahtev in drug od drugega pričakovala, da bi zapolnila duhovno praznino. Če naju tisto, kar si najbolj želiva, ne zadovolji, ne bova nikoli zadovoljna, tudi če bodo najine želje izpolnjene. Zato je iskanje izpolnitve v Bogu temelj zadovoljnega življenja. Lahko škodiva svojemu zakonu, če od njega preveč pričakujeva. Kako se pravi nekaj od zakonca pričakovati, pa ne pričakovati preveč? In katera pričakovanja recimo v smer trajanja Boga v zakonu? Pravzaprav je to ena velika umetnost, ne, ki se jo učiva celo življenje. Ne. So faze, ko itak sploh od začetka veliko pričakujemo od sozakonca, ne. In tudi prav je, da se pričakuje v tem smislu, ne, da ne moreš ti vse reči, ali se nič hudega, tudi če ne naredi tega, tudi če mi ne pride nasprot, tudi če dela karkoli drugega, ne, to Bog ne daj, ne. Se pravi, mora biti ena predanost iz obeh strani, ne. Problem nastaja potem, ko vidim, da nekaj ni v redu, a ne, in takrat je potrebno pa bolj aktivno vključiti Boga, pa ne zato, da bi Bog potem pa vse tisto naredil, kar bi mogel moj zakonec, ne, ampak da bi mi pomagal razločevati, kje pa jaz tudi preveč mislim, da mi bo, ne vem, moj sozakonec zapolnil vse moje praznine, tudi tiste, ki jih dejansko ne more, ker je samo človek, ne. Tukaj se mi zdi, ampak jaz verjamem, da je prav ta zavezanost k božji rasti oziroma k duhovni rasti v svojem življenju ena od bistvenih stvari. No. Ja, in jaz bi še enkrat tukaj povabila, no, da se res odločimo prebirati Božjo besedo, no, vsak dan. Res se mi zdi, da to je en takšen pripomoček, no, pa ne sem pripomoček. Za mene, jaz bi rekla, da je svetopismo dejansko zdravilo za ranjene ljudi. In prav, ker smo vsi ranjeni, a ne, potrebujemo to zdravilo, če hočemo hoditi po poti, ki bi naj vodila v svetost. A ne. Poleg tega pa tudi vedeti, da brez Božje pomoči midva ne moreva prihajati do svete zgodovine. To mi je zanimivo, kako ta pisatelj imenuje, da midva sva odgovorna za to, da ustvarjava iz najinega zakona sveto zgodovino. Kaj to pomeni? Prav to, kar smo v bistvu vzeli vso to uro govorili, ne? Da iz stisk delava svete stiske in da iz najinih dni preko odpuščanja
ustvarjava sveto zgodovino, kar je to največ, kar lahko dava najnim potomcem. A ne, ker mi smo tisti preroki današnjega časa, ki kažemo celemu svetu, kakšen naj bi bil zakon, kakšna naj bi bila spolnost in kakšno naj bi bilo to življenje predanosti med možem in ženo. Mi smo tisti, ki kažemo celemu svetu in to je preroška služba. Ne? In od tega bo odvisno, kako bodo otroci in vnuki gledali na tako pomembne stvari, kot je zakon. Ker zakon je pa dejansko, kaj se noter v zakonu se skriva ta presežnost. Ne? In presežnost je v tem, da se midva učiva ljubiti, kakor ljubi Bog, kot pravi Janez Pavel II. A ne? In v tem, da se učiva in da ljubiva drugega, je pa skrit smisel življenja. In mnogi mladi umirajo zaradi tega, ker ne najdejo smisla življenja. To pomeni, da jim ga mi ne kažemo dovolj, da bi oni imeli toliko primerov okrog sebe, da bi videli, splača se živeti zato, da najdem nekoga, za katerega bom lahko živel, kateremu se bom lahko podaril. Da bom prava oseba za tistega, ki bo živel z menoj. Ne pa, da se bom spraševal, kot pravi to duhovno nevarno vprašanje, pravi Gary Thomas, duhovno nevarno vprašanje, a sem srečal pravo osebo, sem se poročil, pravi, to je duhovno nevarno, ampak da se vprašam, ali sem jaz, ali jaz postajam prava oseba. Ne? No pa recimo, zanimivo je to, da ko govorimo zdaj o tej rasti, duhovni rasti. Jaz mislim, da se o duhovni rasti premalo govori. Da se niti ne ve, pravzaprav, da ljudje niti ne vedo. Jaz mislim, da v cerkvi ali pa nasplošno, da o duhovni rasti se ne ve. Ali pa če se govori recimo zdaj v teh, bi se reklo, raznih alternativnih, bi se reklo, duhovnostih, se govori o neki duhovni rasti. Ne? Ampak zdaj, če govorimo pa o krščanski duhovni rasti, je pa to pravzaprav res ena taka zanimiva pot, ne? Ker v bistvu gre za pot od duhovnega novega rojstva. Ne? Duhovno novo rojstvo. V Svetem pismu jasno piše, recimo, ko k Jezusu pride Nikodem in ga vpraša tam recimo, rabi, ali se mora človek res ponovno vrniti v telo svoje matere in se roditi. Pa pravi Jezus, ne, resnično povem ti, ako se kdo ne rodi iz vode in duha. In jaz sem prepričan, da v bistvu se tisto neko novo rojstvo se zame zgodi takrat, kadar jaz osebno kot odrasel človek zavestno in svobodno rečem, da Jezus, hočem, da si ti v mojem življenju prisoten, hočem, da si ti moj spremljevalec skozi celo življenje, hočem biti v tebi in s teboj, recimo. Tisti osebni da, ker ko smo bili pri krstu, so za nas rekli ta da naši starši, pa naši botri, ko smo pa odrasli, recimo, pa smo povabljeni, da ta da rečemo sami. In ta da, jaz se spomnim, jaz sem ga izrekel tam nekje pri 22 letih, in mislim, da sem ga od takrat naprej že 1000 in 1000krat obnovil, ker v bistvu gre za to, da tako kot obnavljam svojo zavezo z ženo, ko sem, obnavljam vsak dan znova, danes ti hočem pripadati, danes te hočem sprejemati, tako v bistvu tudi Jezusu vsak dan znova izrekam. In je to tista pot, da postajam najboljša verzija samega sebe, tudi to moderni izraz danes. In če hočem postati najboljša verzija samega sebe, torej tista verzija, ki jo je Bog si zamislil, ko me je ustvaril, potem nimam druge poti, kakor da se družim z Jezusom. Vsak dan družim z Jezusom po njegovi besedi, po kruhu njegove besede in po kruhu Evharistije. Hvala vama za vse te besede, da smo tako na enem mestu ponovno, marsikaj slišali, ampak se mi zdi, da se je vredno vedno znova napajati o Božji besedi, tako kot ste rekla. Pa tudi, kako pomembno je, da se zakonci vemo, mogoče, kje dobimo duhovno hrano in kje dobimo tudi pomoč. Tako kot ste rekla, da se izobrazimo, da se učimo ljubiti, da se učimo odpuščati.
Tako da res še enkrat, no, iskrena hvala. Hvala tudi vsem vam, ki ste nas poslušali in vas vabimo še naprej, da nas spremljate, da se prijavite na naš YouTube kanal, kjer take in podobne oddaje pripravljamo tako redno za vse vas. Všečkajte, komentirajte, veseli bomo kakšnih vaših tudi predlogov, o čem bi še želeli, da govorimo. Všečkajte nas tudi na Facebooku in nas tam spremljate. Tako da želim vam vse dobro in nasvidenje do naslednjič.